Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo bo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle željno naproti. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa vzele s seboj olja. Preudarne pa so svetilkami v letu vzele po sodicah olje. Ker se žen mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa je nastalo pitje. Glejte žen, pojdite mu naproti. Tedaj so se device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda preudarne so odgovorile: verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Medtem, ko so šle kupovat, pa je prišel žen in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Poznaje so prišle še druge device in govorile: Gospod, odpri nam. On pa je odgovoril: resnično povem vam, ne poznam vas. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. To je Kristusov evangelij. Spoštovani najbližji sorodniki, prijatelji, drage bratje in sestre, tukaj iz Brezoške fare in tudi drugod, tudi gospod Mirko Turk, duhovnik. Smo v jesenskem času, v času sadov, čas, ko je začel odpadati listje in se bo narava v svojem slovesu malo pokazala v svojih najlepših barvah in odtenkih. V teh dneh se je neki jesenski list utrgal od drevesa življenja. Težko verjamemo, da pokojnega Janeza Gregorca ni več med nami in se danes v slovesnem bogoslužju od njega proslavljamo. Potem, ko smo včeraj v župnijski cerkvi na Brezovci zanj tako lepo molili. Hvala vam, domači, za to pobudo. Ob vsaki smrti se še posebno močno zavemo, kako dragoceno je življenje, kako dragocen je čas našega zemeljskega bivanja, ki se lahko vsak trenutek konča. Ko se poslavljamo od pokojnega, se mu zahvaljujemo in ga prosimo odpuščanja za morebitne krivice in premajhne pozornosti v življenju. Ker ste se odločili za cerkveni pogreb, sem prepričan, da verujemo, da njegova smrt ne pomeni samo konca njegovega zemeljskega življenja, tudi trpljenja, ampak pomeni začetek novega življenja, ki ne pozna trpljenja in bolečine. In tudi, če pogledamo malo naprej, je tudi ta pogreb, to slavje ob slovesu, če naprej priprava na praznik vseh svetih in spominu naših dragih rajnih. Tako nas smrt vodi v tisto pot in na tisto pot, ki jo je pred nami prehodil že Jezus. On nas v danes slišanem evangeliju vabi, naj bomo pripravljeni kot one device. Budni, ker ne vemo ne dneva, ne ure. V imenu gospoda župnika Jožeta so
Mirka in svojim imenom izrekam iskreno sožalje in sočutje za obljubo